Smo sredi nečesa res vznemirljivega, nove dobe ustvarjanja. Dobe, ki je, če dobro pomislimo, presenetljivo podobna zgodovinski renesansi, le da jo tokrat poganja današnja tehnologija. Pa poglejmo, kako lahko vsak postane del te nove ustvarjalne revolucije. Torej, renesansa za 21. stoletje. Predstavljamo si nek preporod ustvarjalnosti in inovacij, podoben tistemu iz 15. stoletja, ampak seveda posodobljen za naš čas. In to ni samo nek tehnološki napredek, ne? Gre za nekaj veliko globšega, za temeljit kulturni premik, ki se dogaja dobesedno pred našimi očmi. Poglejmo si tole primerjavo. Res je zanimiva. Na eni strani renesančni mojstri, ščopiči in dleti, na drugi strani pa ni danes, z umetno inteligenco, globalnimi omrežji in z vsemi temi digitalnimi orodji. Razlika je ogromna. Možnosti so postale, praktično neomejene. In vsaka doba ima svoje junake, kaj ne? Kdo so junaki te nove dobe? To so sodobni polimati. Ljudje kot recimo Elon Musk ali pa, če gremo v fikcijo, Tony Stark. To so posamezniki, ki obvladajo in združujejo cel kup različnih področij, od inženirstva in programiranja pa vse do oblikovanja in ekonomije. So živ dokaz, kaj vse je mogoče, ko se različna znanja prepletejo. No, pa se poglobimo. Kaj točno opredeljuje to novo renesanso? Kateri so tisti ključni stebri, ki jo delajo tako posebno, tako močno? V samem bistvu je sodobna digitalna renesansa predvsem kulturni premik. Res ne gre samo za tehnologijo. Gre za to, da spodbuja ljudi, da postanejo ustvarjalci. In to tako, da združujejo področja, ki so na prvi pogled morda popolnoma nezdružljiva. Prva in morda najpomembnejša značilnost – interdisciplinarnost. To je ta supermoč združevanja znanja. Samo predstavljamo si, kaj se zgodi, ko daš v en prostor programerja, biologa in oblikovalca. Eksplozija idej. Točno tam, na stičišču njihovih svetov, se rodijo tiste res prebojne rešitve. Druga stvar, globalna povezljivost. To je nekaj, kar jemljemo že skoraj za samoumevno, ampak je ključno. Internet je preprosto zbrisal geografske meje. Sodelovanje z nekim na drugi strani planeta ali pa deljenje neke ideje s celim svetom, to še nikoli ni bilo lažje. Vse je dobesedno na dosegu enega klika. In to nas pripelje naravnost do tretje točke – demokratizacija orodij. Pomislimo samo, programi, ki so bili še pred kratkim rezervirani za res drage profesionalne studije, recimo Blender, Canva, da o platformah z umetno inteligenco sploh ne govorim, vse to je zdaj dostopno praktično vsakomur. Ovir skoraj da ni več. Potem je tu še četrta značilnost in ta je res osupljiva. Hitrost inovacij. Celoten cikel od prve ideje do delujočega prototipa in na koncu do izvedbe se je skrajšal do neprepoznavnosti. Kar je včasih trajalo leta in leta, je zdaj mogoče preizkusiti, v nekaj dneh. Neverjetno. In končno peta točka, ki vse skupaj zaokroži, kultura ustvarjalcev. To je morda tisti najpomembnejši kulturni premik. Nismo več samo pasivni potrošniki, ki čakajo, kaj jim bo ponujeno, ne. Postajamo neodvisni ustvarjalci. Ustvarjalci lastnih vsebin, izdelkov, storitev, česarkoli. Dobro, zdaj, ko nekako razumemo, kaj je ta nova doba, se lahko vprašamo, kako postati del nje. In odgovor se skriva tukaj. Vse se začne pri pravi miselnosti, pri pravih navadah. Torej, tole vprašanje je kar drzno, ampak zakaj pa ne? Kako postati sodobni Da Vinci? Morda se sliši popolnoma nedosegljivo, kaj ne? Ampak boste videli. Naslednji koraki kažejo, da je pot do tja morda bolj dostopna, kot si mislimo. Ključ je v 4 preprostih, a močnih navadah. Prvič, nenehno učenje. Ampak ne samo svojega področja, učenje raznolikih veščin, tudi tistih, ki se na prvi pogled zdijo popolnoma nepovezane. Drugič, povezovanje znanja, aktivno iskanje načinov, kako idejo iz enega sveta prenesti v drugega. Tretjič, ohraniti otroško radovednost, nenehno spraševanje zakaj in kako bi lahko bilo boljše. In četrto, zavestno gojiti ustvarjalnost, dati si prostor za igro, za vihararjenje možganov, za prosto razmišljanje. V redu, miselnost je osnova, ampak od miselnosti moramo preiti k dejanjem. Pa si poglejmo konkretna orodja, ki so danes na voljo za uresničitev vseh teh idej. In arzenal orodij, ki je na voljo,
Je res impresiven, poglejmo. Za oblikovanje in 3D imamo orodja kot sta Figma in Blender. Za programiranje, klasika, Python, JavaScript, pa seveda GitHub za sodelovanje pri kodi. Potem umetna inteligenca, platforme kot Grok in druge, ki pomagajo pri raziskovanju in ustvarjanju. In ne pozabimo na avtomatizacijo, orodja kot Zapier ali Airtable, ki nam avtomatizirajo tista dolgočasna opravila in nam dajo več časa za pravo ustvarjanje. Ampak pazite, orodja sama po sebi niso dovolj. So samo orodja. Potrebna je tudi miselnost inovatorja. To je tista druga polovica enačbe. Kaj to pomeni? Pomeni, da si postavljamo velike cilje, da rešujemo resnične probleme. Pomeni, da hitro ustvarjamo prototipe, ne čakamo na popolnost. Da se povezujemo v skupnostih kot sta Reddit ali Discord. In morda najpomembnejše od vsega, da sprejmemo neuspeh. Ne kot konec, ampak kot ključno priložnost za učenje. V redu, imamo miselnost, imamo navade, imamo orodja. Ampak vse to poganja ena sama najpomembnejša sila. Tisti en element, ki je res, ampak res ključen za vsak preboj. In to je domišljija. Sposobnost, da si zamislimo možnosti, ki jih drugi še ne vidijo, tiste, ki še sploh ne obstajajo. To je tista prvinska iskra, ki zaneti čisto vsako inovacijo. Vse se vedno začne z vizijo. Kako pa zbuditi to domišljijo? Preprosto. Z vprašanjem, kaj če, pa se poigrajmo. Recimo, kaj če bi združili biologijo in videoigre? Morda bi dobili kakšno neverjetno interaktivno simulacijo za učenje o genetiki ali pa celo novo metodo za zdravljenje bolezni. Kdo ve? Ali pa še en primer. Kaj če bi združili umetnost in recimo blockchain tehnologijo? Čakajte malo, saj to se je že zgodilo in nastal je celoten trg za NFT. To samo dokazuje, da so včasih tiste najbolj, nore ideje pravzaprav najbolj prebojne. In s tem pravzaprav pridemo do samega bistva. Sodobna digitalna renesansa, to ni neka daljna prihodnost, to se dogaja zdaj, tukaj. Živimo v dobi, kjer so edine resnične meje postavljene z našo lastno domišljo in z našo voljo do ustvarjanja. Vprašanje torej res ni več, ali je mogoče ustvariti nekaj izjemnega? Orodja so tukaj, priložnosti so povsod okoli nas. Edino vprašanje, ki na koncu ostane, je, kakšna prihodnost čaka, da jo ustvarimo?